in prehajamo na 14. točko. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 2. Predlagatelj župan, poročevalci pa magistr Matjaž Srša, Marija Kos in pa Bogomir Skvarča Jesenšek. Besedo ima magistr Matjaž Srša. Hvala za besedo, župan. Pred nami je predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023 v prvi obravnavi. Sredstva rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč. Glede na to, da smo pred začetkom leta smo pripravili predloge za porabo sredstev proračunske rezerve, in sicer za sanacijo zemeljskega plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač. V lanskem letu je prišlo do poslabšanja zemeljskega plazu na tej cesti, zato so bile že izvedene raziskave in projektna dokumentacija. Za samo sanacijo pa je potrebna podporna konstrukcija v dolžini cirka 15 metrov. Predlagamo zagotovitev sredstev v višini do 35.000 evrov. Naslednja je sanacija zemeljskega plazu pod nekatogazino cesto Zagorica nad Kamnikom. V lanskem letu je bilo prav tako že izvedene geomehanske raziskave in projektna dokumentacija zaradi zavarovanja obstoječe ceste, in sicer je bila tudi z lastnico zemljišča že podpisana pogodba o ureditvi medsebojnih razmerjih. Skladno s projektno dokumentacijo je predvidena podporna konstrukcija zidu v dolžini 15 metrov in nad samo cesto zavarovanje okopne brežine v dolžini 17 metrov. Predlagamo zagotovitev sredstev v višini do 20.000 evrov. Pod tretjo točko predlagamo sanacijo zidu na pokopališču Sela pri Kamniku. Krajevna skupnost je v preteklem letu podala predlog za sanacijo tega opornega zidu pri pokopališču v Selih. Geomehanik je opravil terenski ogled in podal poročilo o predlaganih ukrepih, ki je bil posredovan na Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ta je tudi izvedel ogled in podal pogoje oziroma na podlagi naše vloge za pridobitev kulturno-varstvenega soglasja so bili v novembru 2022 izdani kulturno-varstveni pogoji, ki pa predvidevajo, da mora občina pred samo sanacijo izvesti geomehanske in statične raziskave, sondiranje, detaljno fotografiranje in evidentiranje grobov ter posebno evidentiranje grobov grajenih v pokopališki zid. Vse to bo podlaga za pripravo projekta o idejni zasnovi sanacije, ki jo bo potrebno še seveda uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in šele na to sledi izvedba in priprava projekta za izvedbo same sanacije. Zato predlagamo v letošnjem letu 25.000 stroškov za izvedbo vseh teh potrebnih dokumentov. Po četrto točko predlagamo preventivne ukrepe na vodotokih, in sicer vsako leto občina Kamnik skupaj z Gasilsko zvezo Kamnik in seveda društvi gasilskimi na terenu izvaja preventivne ukrepe za izboljšanje stanja na poplavni varnosti, in sicer odstranitev plavja, drevja, vejevja oziroma nanosov, seveda skladno z navodili in usmeritvami Direkcije Republike Slovenije za vode, ki predhodno opravi ogled in seveda potrdi tovrstne ukrepe. V nadaljevanju predlagamo tudi sofinanciranje kmetijskih plazov, in sicer v primeru plazov na kmetijskih površinah lahko naši občani predlagajo sofinanciranje, seveda si pa predhodno to ogleda geomehanik in potrdi kvalitetno in strokovno sanacijo. Predlagamo, da se zagotovi do 20.000 evrov za to vrstne sanacije, pri čemer je treba poudariti, da sofinanciranje ne sme presegati ene polovice vrednosti sanacije oziroma maksimalno do 5.000 evrov. In pod zadnje predlagamo sofinanciranje urejanja vodotokov, in sicer v zadnjih letih Direkcija za vode in občina zgledno sodelujeta na različnih projektih vezanih za poplavno varnost. Tako približno na letni ravni 500 milijona evrov Direkcija za vode vloži v naši občini, na podlagi sofinanciranja občini v višini 10%. V letošnjem letu nekje planiramo, da bo na občini Kamnik ponovno zagotovljenih sredstev strani države približno do 500 milijona, zato predlagamo sofinancirani delež 10%, to znaša v višini do 50.000 evrov. Pri prejšnji točki je bila seveda tudi ena izmed vprašanj glede poplavne varnosti Sumščice in Tuhinjščice. Direkcija v lanskem letu že plačala projekte in tudi izvedla ustrezne revizije, tako da bomo strani občinske uprave v letošnjem letu naredili vse, da pride tudi do realizacije teh dveh projektov.
Finančne posledice za proračun dodatno ne bodo obremenile, ker je zadeva predvidena v proračunski rezervi. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023 v prvi obravnavi. In pa po drugo, predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.